Živijo, tukaj je Retro Lover. Uje! Kot vidite, z Bobijem nisva veliko oboževalca hitre mode. Ker je totalen natek. Jaz nisem v njej nič hitrejši. Bobi. No, veliko bolj obožujeva retro oblačila. Sam ne tok retro. A sam za to fora sva cel teden iskala viteški oklep. Ja. Ni čuden, da folk noče plačevati RTV naročnine. Vintage oblačila lahko dobite v second-hand shopih. To so trgovine, ki prodajajo oblačila, ki jih je nekdo že nosil pred vami. Sliši se, kot da to ni za vsakogar, a z najnimi nasveti boste mogoče tudi vi kmalu prispevali k bolj ekološkemu oblačenju. Začnimo! Preden greste v second-hand shop, preverite, kaj sploh potrebujete in si naredite seznam. Brez veze kupovati stvari, ki jih boste oblekli samo enkrat. Potem pa se pripravite na dogodivščino. V trgovinah z rabljeno robo namreč nimajo samo enega stila oblačil. Brskati boste morali med zelo različnimi stili. Priporočava, da za družbo s sabo pripeljete kakšnega prijatelja ali prijateljico. Čau, Katarina! Živijo, fanta! Živijo! Katarina, zakaj mladi radi kupujejo rabljena oblačila? Ker jim ponovno damo življenje in s tem tudi ne podpiramo hitre mode, se pravi nepravilno plačanih delavcev, uporabo različnih kemikalij. Pri tem pa si mladi lahko ustvarjamo še svoj stil, najdemo oblačila iz 80-ih, res vintage, odštekane kose, ki jih noben drug ne bo nosil. Super. Kaj pa se tebi zdi pomembno pri nakupovanju takšnih oblačil? Da pogledamo, da naprimer niso kaj strgana, da niso umazana in seveda to, da doma pogledamo, kaj že imamo, da ne bomo kupili česa, ker pač že imamo doma in potem tega ne bomo nosili. Mislim, da se bo Bobi izgubil med temi oblačili, če mu ne pomagava. A mu lahko predlagaš en makeover? Ja, seveda. Bobi! Katarina je že zbrala stil številka 1. Tada! Seksi, Bobi. Kako bi poimenovala tale stil? Tak italijanski, poslovni. Aha. In kaj je njegova značilnost? Ja, tale volnen plašč, pa zalikane hlače. Bobi, kako ti je všeč? Certo che sì, ragazzi. Italijanski stil, štekam. Ok, naslednji. In tukaj je že stil številka 2. Bobi. Malo bolj športna zadeva, kako bi poimenovala tale stil, Katarina? Tak motorističen, pa hkrati za narej. Aha, hodiš kaj na reve? Ja, daj mi dudo pa vodo. In tu je že stil številka 3. Hulala. Katarina, katere kose oblačil si izbrala za Bobija? Tale krznen plašč, kučmo, pa žametne hlače. In zakam predlagaš tale stil? Za take zimske mrzle dni, ko je sneg. Bobi, ti je všeč? Ja, zunaj je hladno, ampak not je pa vroče. Nakup opravljen! Tukaj pa se vaša pot z novimi starimi oblačili še ne konča. Za obleke je treba lepo skrbeti. Po nakupu jih temeljito operite. Najbolje je slediti oznakam za vzdrževanje tekstila. Ker pa oznak nekatere starejše obleke nimajo, jih lahko za vsak slučaj operete na roko. Trdovratnejše madeže pa lahko odstranite s sodo bikarbono in kisom. Pa izogibajte se sušilnim strojem. A ni nekaj vroče kle? To je pečica. Kaj? Ups. Tukaj je še nekaj nasvetov, kako izbirati oblačila. V second-handih ali pa čist navadnih trgovinah z oblačili. Začnimo! Izberite obleke, ki so narejene iz ekoloških materialov, na primer iz lana, konoplje ali pa organskega bombaža. Tukaj piše, da je ta srajca narejena iz 100% bencina. Kupuj lokalno. Oblačila iz Evropske unije so sicer dražja, a precej bolje regulirana kot drugje po svetu. Preveri etiketo in prodajalca, še posebej, če kupuješ preko družbenih omrežij. Ja, nama kupam 2 srajci iz žolče in čežana, iz Butana. Ne! To ni bil moj. Ups. Če oblačilo 100% garantira, da se ne bo mečkalo ali pa da v njem ne boste zašvicali, je nekaj narobe. To izdelovalci ponavadi dosežejo z dodajanjem strupenih kemikalij, zaradi katerih lahko resno zbolite. Bobi, a si v redu? Mislim, da mi je bradavička odpadla. Ups. Oblačila nosi čim dlje in kupi nova šele, ko je to res nujno potrebno. Včasih so bila oblačila res precej bolj obstojna. In kupujte obleke, ki se jih da reciklirati. S tem se zmanjša obremenitev za okolje. Obrabljenim oblačilom pa lahko vdahnete novo življenje tako, da jih predelate v nekaj uporabnega. Jaz sem Silvestru naredil torbico iz kavbojk. Kaj? Iz mojih kavbojk si naredil torbico? Ja, pa pregrinjalo za kavč, pa kape za cel pevski zbor, v katerem pojem. Iz mojih novih kavbojk. Nove? A zato jih je bilo tako težko razrezati? Adijo!